Dober večer. V velikem političnem spektaklu danes pričenjamo prvo od 3 osrednjih zasavskih soočenj županskih kandidatov. Pozdravljeni gostje v dvorani. Lep večer vsem našim gledalcem pred televizijskimi in računalniškimi ekrani. Bom kar pošteno rekel, tisti, ki se trudijo, službo danes dobijo. Ne more več občina biti nek rešitelj Ceroza na ta način, ne? Jaz kot župan postavljam na prvo mesto naravo človeka in kdorkoli v tistem okolju biva. Najbolj problematično je okolje okrog zdravstvenega doma, ker dejansko bolnik ne more parkirati. Tako da greš kot župan na roko malemu podjetniku, da mu daš eno zemljišče dokaj ugodno. Vse, bom rekel, v konsenzu z občani. Kaj lahko pridobijo, kaj lahko izgubijo. Lokalna skupnost ni župan, lokalna skupnost smo ljudje, ki živimo v Hrastniku. Dogovor za razvoj regije pomeni tudi sredstva evropska za mobilnost. In z teh sredstev lahko naredimo tako javni prevoz, kot tudi kolesarske steze. Zdaj, jaz opozarjam vse skozi, da je to v bistvu največji problem Hrastnika, odseljevanje. Je treba ustvariti prostorske pogoje, kjer bodo mlade družine lahko gradile. Kmetje naj delajo, naj proizvajajo, lokalna skupnost naj poskrbi za odkup, imamo pa končnega potrošnika, to so javni zavodi. Mi smo videli v tem pač nevarnost, da se občane v bistvu potegne k denarnici. Mi župani si ne želimo kar tako z enim papirjem takšno odgovornost nase predajati. Nikakor pa ne podpiram nekih kolesarskih poti, ki so nekako narejene na silo, samo da se pridobijo neka sredstva. Odpadki so lahko izredno pridobitna dejavnost. Zelo, zelo dobra. Mladi predvsem iščejo neke izzive. Mlade lahko zadržimo v občini, če jim nekaj ponudimo. Zimski bazen je ena taka stvar, kjer se lahko izkaže dobro sodelovanje med občinami. Do Hrastnika imamo 5 minut. Najlepša hvala vsem 7 kandidatom za vse, kar ste danes povedali, obljubili, pokazali. Volivci bodo odločili. Hvala tudi vam, draga publika, in vsekakor hvala gledalci, da ste nas spremljali tokrat v zadnjem zasavskem soočenju in srečno!